Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, predlagam, da začnemo z današnjo 4. redno sejo občinskega sveta občine Prevalje z dnevnim redom. Sklepčni smo, upravičil se je Šumah, drugi pa so vsi. Točka 2, dnevni red je pred vami. Umikamo točko 11, letno poročilo zdravstveno-reševalnega centra Koroške, kjer ga obravnava drug teden svet Koroške regije. Ta točka se umakne, pa se bolj preštevilčijo točke. Dajem dnevni red v razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne, dajem na glasovanje, kdo je za tak spremenjen dnevni red. Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3, predlog pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje pa 2. dopisne seje. Pisnih pripomb ni bilo, dajem zapisnike v razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje potrditev zapisnika 3. redne in 2. dopisne seje. Kdo je za sprejem? Staš, si za? Ristič? Ne glasuj, v redu. 15 za. Smo pri točki 4, predlog sprememb statuta občine Prevalje, prva obravnava in predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Prevalje, prva obravnava. Prosim za kratko obrazložitev. Ema. Hvala za besedo. Svet za invalide je stalno delovno telo postalo občinskega sveta v prejšnjem mandatu in Svet za invalide spremljanje in obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju invalidskega varstva ter izvaja invalidsko politiko v občini. Ker se to področje nanaša na veliko različnih vrst invalidnosti, je potrebno Svet za invalide enakopravno vključiti čim več predstavnikov invalidskih organizacij, drugih društev tudi, ki delujejo na območju občine. Zaradi tega predlagamo spremembo statuta v delu, ki se nanaša na strukturo samega Sveta za invalide in tudi poslovnika, kakor ste prejeli v gradivu. Tako da predlagamo večje število drugih zunanjih akterjev, ki lahko izboljšajo, dajo predloge in bolj aktivno sodelujejo. Hvala. Hvala lepa. Ivan, izvoli. Komisija za statut in pravno vprašanje. Hvala lepa za besedo. Komisija za statut in pravno vprašanja je obravnavala predlog sprememb statuta občine Prevalje v prvi obravnavi in ugotovila, da je pripravljeno v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Pri obravnavi pri poslovnika občinskega sveta občine Prevalje v prvi obravnavi in predlaga, da se prvi odstavek 72a člena spremeni tako, da se glasi: prvič, svet za invalide ima 7 članov, svet za invalide sestavlja najmanj 2 predstavnika občinskega sveta, ostali člani pa so predstavniki invalidskih organizacij oziroma drugih društv, ki delujejo na območju občine Prevalje oziroma občani občine Prevalje. Predsednik sveta za invalide se določi izmed predstavnikom občinskega sveta. Še krajša razlaga, komisija je s tem predlogom uskladila besedilo statuta in poslovnika ter predlaga razširitev nabora kandidatov tudi na občane občine Prevalje. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem dajem sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem obeh sklepov predlaganih? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5, predlog odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju občine Prevalje, prva obravnava. Prosim Sanja za kratko obrazložitev. Ampak vseeno prosim za kratko obrazložitev. Lepo zdrav. To soglasje, ko ga izdaja občina oziroma odlok, je pol določa območje za soglasje. Dejansko je določen v ZUREP 3, tem zakonu, ko je zdaj začel veljati junija leta 2022. Nekoliko je pa ta zadeva bila obdelana že v onem ZUREP 2 prejšnjem, zdaj pa v ovem se že razširila.
kjer dejansko so ta soglasja za določena območja postala obvezna oziroma obveznost občine. Ne? Popolna uveljavitev tega bo pa nastopila, ko se bo ta portal prostor uveljavil, predvidoma junija 2024. Zdaj pa uvaja se dejansko s tem ZUREP-3 en novi pojem, tem se reče gradbena parcela in vsak objekt bo dejansko posebej novi objekti, tisti, ko bodo zdaj pridobivali gradbena dovoljenja, po želji investitorja ali po zahtevi upravne enote, bo se lahko tudi za obstoječe objekte določila gradbena parcela, kjer bo upisana v zemljiški knjigi. In dejansko sprememba te parcele ne bo mogoča brez soglasja občine. To soglasje občine bo obvezno. Mi smo sicer že v našem OPN-ju imeli določena določila, kjer so že zdaj dejansko omejevala, kako obstoječe parcele, na katerih stojijo že objekti, na kak način lahko te parcele spreminjaš, so že neka pravila v našem občinskem prostorskem načrtu dokaj jasno, pač posebej tisti 65. člen je določal dejansko delitev stavbnih zemljišč, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov. Ne. Zdaj pa s tem odlokom dejansko bo postalo to soglasje obvezno, ne. Ampak to je zdaj predvidel ZUREP-3 kot obveznost občine, ne, da obvezno pač izdaja tista soglasja. Ne. To je se meni novi pojem. Zdaj se še širja to možnost, to je obveznost. Se meni, to bo tak itak 24 obvezno. Občina pa zakonom določi, da je potrebno pol sprejeti odlok, na podlagi katerega bo pač občina izvajala to svojo nalogo. Ne. Pojavlja se še pojem pol tistih začasnih ukrepov, kjer lahko v ta odlok tudi območja, na katerih lahko občina razglasi začasne ukrepe, tudi lahko dejansko v odloku predvidimo kot območja za soglasja. In to se predvsem nanaša na območja, na katerih je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ali če denimo gremo v spremembo OPN-ja, tudi na določenih območjih, kjer pač predvidevamo neke obsežne spremembe namenske rabe. Se meni, namen vsega tega pa je, da se dejansko pol prepreči nastajanje škode v realizaciji pol teh prostorskih aktov. Ne. Se meni, če mi imamo zdaj predviden neko izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ta se dela pol na podlagi nekih strokovnih podlag, je logično, da pol v mestnem času ni pravilno, da bi se zdaj delale mogoče parcelacije, ker ne bi bile v skladu z predvidenim občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Ne. To so zdaj glavne točke, na katere se dejansko zdaj ta naš odlok nanaša. Se meni na parcele že obstoječih objektov, predvidenih objektov in tudi pač na območja, kjer dejansko so izdelani ali v izdelavi ali predvideni občinski podrobni prostorski načrti. Sicer že prej bi geodet denimo na območju, kjer mi imamo sprejet občinski podrobni prostorski načrt, imamo kar nekaj teh območij, se določi s tem odlokom o OPPN tudi parcelacija in dejansko je geodet dolžan parcelacijo izvajati po odloku o OPPN in tudi predočiti občine. Jaz mislim, da je že zdaj to bilo, na nek način so se geodeti obračali na občino, ne. Pri sprejetih OPPN-jih, ne. Zdaj pa to vse zajamemo v tem enem odloku in dejansko se prilagodimo tem ZUREP-3 in tem nalogam, ko so zdaj nove, na nek način se pojavljene. A sve v svrhu, da dejansko bolj gospodarimo s tem našim območjem, ko ga občina pač kot lokalna skupnost upravlja, ne. Evo, toliko na kratko, ne. Hvala. Odbor za KCG, Matej Pečnik, izvoli. Odbor za KCG se skozi razpravo načeloma strinja vsemi temi zadevami, ki jih je sedaj navedla občinska urbanistka. Kljub vsemu smo bili mnenja, da se pred drugo obravnavo
v samo pripravo odloka vključita tudi člana Šumah in Fajmot. Potem bo vsebinsko pač širši predlog za drugo obravnavo in da tako potem tudi to izpeljemo. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, Ivan, izvoli. Hvala lepa za besedo. Komisija za statut in pravna vprašanja obravnavala predlog odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju občine Prevalje v prvi obravnavi in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Bilo je sicer veliko vsebinskih vprašanj tudi, ampak pač naša osnovna je bolj statut in pravna vprašanja in smo glasovali 3-krat za, 1-krat proti. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo. Kdo se bo prijavil? Želi kdo? Berni, izvoli. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem. Župan, jaz kot prvo bi te lepo prosil za izogib naslednjih nevšečnosti, da delamo zelo počas in previdno. Nikamor se nam ne vodi. Tema je vroča. Jaz sem prepričan, da je pametno se večkrat vse, tudi kako politično koordinacijo narediti, če bo potrebno. Predvsem bi pa zahteval, in to prosim za zapisnik, malo se moram vrniti, je rekla urbanistka, da do katerega leta mora biti ta zakon, to moramo preveriti. Ne, dejansko izvajati se bo začel... Ne izvajati, kdaj je država rekla, da mora se to izvajati. Tako da gre v zapisnik, prosim. Izvaja se takoj, preverjala bo pa država v trenutku, ko bo portal dejansko, to bo pa v 6. mesecu 24. Ok, gremo naprej. Preverjala, da se to res dogaja. Bo ali ne bo, nikjer ne piše, da moramo imeti zdaj. Enostavno me je malo strah. Strah me je, jaz vam bom povedal primer. Nekdo kupi 3000 kvadratov parcele, to je ta parcela. In v čem je to catch? Ta človek, ko je to naredil, če bi zdaj želel graditi hišo, bi plačal komunalni prispevek na 3000 kvadratov. Ker so pa ljudje pametni, že minister Bizjak je rekel, davke vlačevati je glupo, da se malo zahecam, tega ne naredijo. In kaj naredijo? Naredijo 1000 kvadratov, črto to. To pomeni to. Občina bo zdaj pokasirala komunalni prispevek, na to pa ni, na to pa ne. Ok, to je vse lepo prav. Vse on dejansko je nekaj narobe. On bo plačal prispevek za to, kar uporablja zdaj dejansko za hišo. Še bolj me pa skrbi naslednji korak. Naslednji korak je pa, jaz bom hotel, jaz govorim zdaj primer, jaz imam rešeno na Lešah, to nisem jaz ta oseba, nekdo drugače, neki občan bo zdaj pa želel to parcelo, ki je zazidljiva ta moment, podariti svojemu otroku. A ne, me razumete? In kaj se bo zgodilo? Na ta način bomo mi povečali birokracijo. Birokracijo boste imeli več dela na KCG-ju, ko že zdaj nam peša zaradi kadra, bo morala občina to obravnavati, a to lahko damo črto to, ali ne smemo. Otrok pa ne more graditi, če ni lastnik. Naslednji korak, kar je, ko bo on dobil to črto, je varovalka. Kaj se bo tam delalo, ko je prej urbanistka omenila? Prvi korak je, da imaš denar. Drugi korak je, da si lastnik. Lastnik mora biti. Lastnik brez tega črte ne more biti. Tretja varovalka, to smo pa pol mi nastopamo. Urbanisti pa politika. Ker rečemo na lokacijski informaciji, to se lahko gradi, pod takim pogojem. Naslednji korak, skoraj predzadnji korak je pa, da nekdo pol to vloži gradbeno dovoljenje. V gradbeno dovoljenje mora pa zajemati komunalni prispevek, vse od elektrike do soglasja do A do Ž. Takrat bo pa ta človek plačal komunalni prispevek za to. Mi ga bomo pa zdaj občana ubili že prej, zato, da bo nekdo plačal za to zemljišče, kar ni potrebno.
Ni potrebno. Na tak način jaz vidim samo podražitev komunalnega prispevka. Komunalni prispevk ni mali. Vsi si želimo, da čim več ljudi bova. Vsi obljubujemo pred volitvam, kako bomo pomagali. Na tak način bomo samo podražili celo zadevo. Pa se pa čudimo, zakaj hodijo ljudi v Avstrijo živeti. Pa še ena bojazen je, ki je do zdaj v 23 letih ni bilo. Lahko se pa zgodi v bodoče. Nekdo bo proti županu, proti občinski koaliciji ali karkoli. In to se lahko takoj zgodi, da bo to malo enega zadržka prej, da bom te 100 črtov dosegel. To je dejstvo. Pa še nekaj je. To, da bom jaz svojo zemljo podaril svojemu otroku, bo moral tako ali tako notarsko plačati vse, plus tega pa še spet občini takso, da mi bo dovolili to črto narediti. Teda jaz vas resnično prosim, ostajimo kojne, da ne bomo bebeci izpadli, polko smo šli res spet neke vojne, pa da nam kak duh ušel iz steklenice. Bom še pa pol mogoče kjeru se oglasil, pa tudi kako vprašanje za urbanistko davno. Ja pa še nekaj vam povedati. Nekdo bo rekel, zgodi se, da pol pa ta človek bo razparcelil tako, da bo to neter en štrajfen ostal. To bom narisal tako. To je v naravi en breh, ko ga ni možno uporabljati za gradbeno parcelo. Nam bo pa to ostalo. Ta jezik, ta luknja, je treba pa absolutno takoj pomagati, da se to spremeni nazaj v kmetijsko zemljišče, ker to v naravi dejansko marsikje ni možno niti čebelnjaka postaviti. Če mi to naredimo, dobimo kvoto, na drugi strani kmetijstvo pa gradbene parcele. To so take stvari, no, pa še mogoče kaj drugega. No. Pa še nekaj, da smemo pozabiti, to še tudi moram povedati. To ko bo zdaj prazno zemljišče gradbeno, je že sedaj so davki, ko so večji, ko pa za kmetijsko zemljišče. V bodoče pa lahko pričakujemo, da bo ta vlada, ko nam napoveduje, ne vem kakšne davke, to spremenila. Konec imajo prav. To zemljišče je vredno 30 € na prst meter, gr naprej, ko pa ni, je pa 3 €. In čisto logično, da za to boš več davka plačal. Skozi to bo pa tudi marsikjer nekaj ukrenil. Nikakor ne želim, da bo meni nekdo odločil, a jaz lahko podarim zemljo svojemu otroku ali jo ne morem. Vse drugi zaščitni faktori so pa tek v ostalih papirjah. Hvala, se bom še pol oglasil, če bo. Hvala. Sej ni noben rekel, da se nam mudi, ampak imamo odlok na dnevnem redu, v prvi obravnavi do druge obravnave, še na strokovno komisijo je, da bo predlagala spremembe, predloge, bomo upoštevali do druge obravnave, ne bomo šli na hitro, na vrat na nos. Nobeden pa tebi ne more preprečiti, da ti svojemu otroku lahko podariš zemljo kadarkoli in kadar hočeš. To ti nobeden ne more. Če si ti lastnik, lahko svojemu otroku. Ne, nobeden ne more tebi preprečiti. Ti lahko otroku podariš, kar je tvoje, vedno. Pa ne bo kdo črte risal. Ja, to je parcela novo. Ne, poglej. Ampak, lej, zakaj je zakonodaja gre v to smer, 24 leta bo tako treba izvajati. Zakaj? Zaradi tega, ker nekateri, ki imajo veliko denarja, kupujejo po 2 parceli ali pa kupujejo večje zemljišče in pol odparcelira mali del za svoje zemljišče, ostalo ima pa pozidljivo zemljišče, zakonodaja davčno pa še ni obremenjeno. In zato je treba te stvari preprečevati, zaradi tega, ker zemljišč za pozidavo nimamo veliko. Imamo zelo malo, je pozidano zemljišče, tako da bo treba upoštevati do druge obravnave vse te predloge, ki so bili dani in pripombe, in jaz sem prepričan, da bomo našli prave rešitve. Čakaj, dodatno razpravo. Ne, še. Ne, pa ni prijavljenih razprav. Še. Si bil prijavljenih razprav, samo pač ne delim. Danilo, lahko zmotim. Župan vodi sejo. Ne, v redu, sejo jaz vodim. Sejo jaz vodim, ampak jaz sem rekel, da do druge obravnave, ko jo bomo imeli na dnevnem redu, se ne vemo, kdaj jo bomo imeli na dnevnem, ampak do druge obravnave bojo te stvari rešene na tak ali pa na drug način, jih bomo morali rešiti, da bomo
imeli optimalna stvar, ampak 7 minut. čak malo, no. Pa ni problema, se ni noben rekel, da ne bomo upoštevali tvojih predlogov, bomo upoštevali. V redu. Prepreči, da ti podariš. Ne more preprečiti, da jaz podarim svojemu otroku parcelo. Noben me ne more preprečiti, da jaz podarim celotno parcelo. To črto, ko bomo razparcelirali, kaj je njegovo, kaj pa moje, me pa lahko politika prepreči. Ja, pa Na mojem zemlju demokrat. Berni, pa ti se boš odločil, kaj boš svojemu otroku podaril, a boš celotno parcelo, ali boš parcelo razparceliral, ali boš kaj boš dal. Ja, pa boš pač odparceliral tisti del parcele, pa boš otroku podaril, drugmu pa drugo. Še dodatno kdo? Ristič, izvoli. Za besedo. Zdaj, koliko sem jaz razumel, gospod, a ne bo to zakonsko urejeno leta 2024? Vse je že. Ja, in zakaj zdaj mi tako hitimo s tem odlokom, ker... Pa ne hitimo, lej, samo malo, da ti govorim, mi ne hitimo. Samo malo, ne, čak malo. Jaz sem že prej rekel, da ne hitimo, mi moramo že po uredbam, po zakonodaji, moramo z 6. mesecem 24 bo pa država kontrolirala, ali to delamo ali ne delamo. Pomeni, da imamo čas, da sprejmemo odlok v drugi obravnavi najkasneje maja naslednje leto, ker bo država kontrolirala. Izvoli. Tu točno piše razlogi, ocena, stanja, cilji in načela za obrazložitev. ZUREP3, ki se je začel uporabljati junija 2022 v 4. odstavku 196. člena določeno, da občina lahko z odlokom določi območje. Lahko, ni pa neka nuja. Ni pa nuja, pravim. Zato jaz sprašujem, zakaj zdaj mi moramo na vrat na nozi, že kar začne zdaj postopki za... To ni prostovoljno, ne? Napaka je mogoče bila napaka. Se bo to spremenilo, da se mora? To je že v zakonu določeno, da se mora. Dajte, da pišete, da se mora. Da se mora. To je zavajanje. Ne, ni. Ja, mora se, ja. Daj pa napiš ponetek, da se mora. Napaka je. Napaka je. A bo da je popredi? Bomo. Da se mora. Da. Lej, prva obravnava je in do druge obravnave bomo te predloge upoštevali pa rešili do druge obravnave. Še kdo? Jaz bi tako rekel, da moramo poskušati, ko smo člani občinskega sveta, se postaviti v položaj, da smo v bistvu za tako zadevo na nek način zakonodajalci, da mi predpisujemo. Seveda moramo te stvari tako predpisati, da bojo življenjske, ampak osnovni cilj, ki ga zdaj jaz vidim, da se zasleduje na tem področju, je cilj, da se pač naredi nek pravni red na področju parceliranja. Mi se moramo zdaj dogovoriti, na kak način ga bomo vzpostavili, ne zaradi mene, zaradi onega, ampak zato, da bomo tiste osnovne cilje dosegli. Jaz ne vidim tudi v zdajšnjemu osnutku odloka, ali kakorkoli ga bomo imenovali, problem tiste črte. Saj bo na podlagi grafične podlage nekdo lahko dal obrazložitev, da predlaga, da se parcela številka skozi 1 razdeli v 2 parceli po grafični predlogi iz razloga, ker je itak ta prevelika za gradbeno parcelo po hišni številki Breznica 30, tam ko jaz stanujem, in ker imam namen novo nastalo parcelo, ki bo še naprej stavbna, prodati oziroma podariti svoji hčerki Simoni. In mi moramo samo tako navesti, da to ne bo pol več to, kar zdaj recimo skrbi Bernarda, stvar presumpcije, če bomo rekli župana ali pa nekoga tu na upravi. Ampak bo stvar, ki sedi. Mi smo tam na odboru za KCG rekli, gospa Godec se bo strinjala, da zahtevati osnutek, ki ga geodet naredi, je predraga zadeva. V upravnih postopkih velikokrat velja skica, približna. Tako da bomo tam recimo spremenili, pa bomo rekli, da je grafična
taka grafična podlaga. Drugo, kar bi rekel, pa smo se tudi na odboru za KCG pogovarjali, je seveda treba zdaj te stvari, ko bomo pelali naprej, bolj pelati skup z spremembo planskih dokumentov. Ne me narobe razumeti, to bo težko zdaj reči, kaj mora biti prej, piše Alkura. Gospa Godec ve, da so ti, ki so zdaj risali meje med stavbnimi pa kmetijskimi zemljišči, to delali v pisarni in niso upoštevali, da ker je avion sliku na Mikčevo domačijo pod kotom 30 stopinj je prišlo do 6-metrske zamaknitve. Ko smo v naravi to parcelacijo urejali, je čez 120 let staro hišo ta meja potegnjena. Torej, je logično, da tistih ljudi ni bilo na terenu, ko so te meje vlačili. In takih problemov je ogromno. Lejte, po zdajšnjemu pravilu mora pa pol to geodet parcelirati tak, da najprej odparcelira po meji planskega dokumenta, pol moramo pa ono drugo parcelo tudi ustrezno urediti, pol moramo iti pa v postopek, da bo tisto kmetijsko zemljišče grata v stavbno, zato ker je nekdo tak falil. Tako da mi te planske dokumente moramo ustrezno v osnovu spraviti, pa tudi NUS. V obrazložitvi veliko piše, da zaradi NUS-a, pa ni nobene potrebe zaradi NUS-a to delati. Enostavno moramo narediti, da bo v vseh stavbnih zemljišč, ali bojo to dvorišča od hiše, ali bojo potem ostala nepozidana, se plačeval nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ker je to stavbno zemljišče opremljeno s komunalno infrastrukturo. Pol bojo pa ljudje videli, da pravzaprav ne grozimo z nečim, kar bi onemogočal normalno rabo tega prostora, normalno gospodarjenje. In jaz mislim, da to, kar je odbor za gospodarstvo, mislim za komunalno cestno gospodarstvo, kaj kar tek temeljito razpravljalo, da v tej smeri stvari morajo iti in seveda predvsem paziti, da ne bomo sami sebe zadrgnali. To, kar jaz tekokrat govorim, ko dobim kje kak odgovor, jaz rečem od občinskih, enih bolj ali pa drugih manj, recimo Vute je pač, on reče po upravnem postopku je tak, meni je zub. Ampak zdaj to osnovo za zub pripravljamo. Ne bomo problem pol odločiti prav. Zdaj mu je pa recimo. To je potrebno narediti in če danes to sprejmemo v prvi obravnavi z usmeritvami, ki jih je dal odbor za KCG, z tem upoštevanjem pripomb, ki jih je gospod Berni upravičeno izrekel, ker je lahko to cel kup problemov, ki bojo nastali, če tega ne bomo pazili. Pol lahko gremo v nadaljevanje in gremo v te aktivnosti, ker mi določen red pravni pa vseeno rabimo. In tak izgovor med, da so zaradi tega, ker so te bojazni, pa nekaj ne bomo delali, pa ne vzdrži. Delimo naprej, delimo pazljivo, delimo na tak način, da bomo cilje dosegli in da ne bomo delali seveda nič v škodo občanov ali pa pravnih oseb naših občanov in da bomo delali seveda skladno z višjo zakonodajo, ker moramo se uskladiti. Hvala. Hvala. Jaz mislim, da so v redu usmeritve za naprej. Imamo pa čas, tako da ni problema. Še kdo? Mogoče samo eno kratko dodatno pojasnilo. Odbor pač ni mogel imenovati nekoga, ki ni član odbora, da sodeluje s strani odbora z urbanistko. Smo pa rekli, da morajo ostati odprta vrata, da če nekdo še želi, da se ga isto vključi v to delovno skupino. Ni zdaj to zabetonirano, fajmo v čumah, pa drug pa nima neke pravice, ampak je to na razpolago. Kdo želi sodelovati, naj sodeluje. Hvala, Rafi, izvoli. Hvala za besedo. Jaz sicer to ni komunala, KCG, moje področje, ampak tako sem poslušal Zdravko na Fajmuta, to je zelo strokovno, pa mislim, da je zelo pravilno povedal tudi bolj preprosto, tisti jezik, ko jaz poznam, bolj preprosti od Bernija. Ampak dejansko je,
da menim, da ne bi smeli po tej stvari sploh ne hilati, ker sem tako, ko sem razločil o določenih zadevah, je pa res tam pride, tukaj Berni rekel problem, ne tako je Zdravko rekel, kar je pravilno povedal, kmetijsko zemljišče, stavbno zemljišče. Tole prije pa res do problem, da ima lastnik stavbno zemljišče in če ga hoče razparcelirati za svoje otroke ali za bilo koga, bo mogel zmejem dovoljenje dobiti od občine. In jaz govorim o stavbnem zemljišču. Ko plačuješ davke, pa vse ne v kmetijskem, v stavbnem. In zdaj res, če ga boš mogel pa ti potem pravilniku od svoje, če ga boš ti sam puvo, boš lahko puvo, če boš hotel podariti komu, boš mogel pa razparcelirati, pa boš mogel dobiti dovoljenje od občine. Samo, recimo, moji starši dolga, pa recimo, bilo do, kjer imajo tako zemljišče, ne bojo živeli in ne bojo na svoje ime gradili. Teda bi jaz čist po kmečki logiki s tem zadevi počakal. Hvala. V redu. Zvoli. Hvala, gospod župan. Jaz bi tudi rad povedal na tak bolj preprost jezik, kot je povedal gospod Škufca. Dejansko pride ponekod tudi do izkoriščanja, ne? Bom rekel, tako po domače, tako je Berni rekel, kvadrat je 1000 kvadratnih metrov, nekdo pa izvzame samo 350 kvadratov, kar je nujno za plačilo stavbnega zemljišča, komunalno urejene parcele, vse ostalo je pa od tistih 1000 kvadratov je pa v ceno nezajeto, a ne. Tako da imamo dve stvari, ki sta, bom rekel, delikatne. Z druge strani pa tudi, recimo, je v ravnini 350 kvadratov, je pa breh dol, tako ne moreš kar kaj devati. Tudi to se dogaja, ne, v naravi. Tudi o tem smo diskutirali na odboru za KCG, a ne. In treba je pač, jaz mislim, to prilagoditi zakonodaji pa našim potrebam, da čim bolj racionalno rešimo stvar. To je moje mišljenje. No. Hvala. Ker ni več zaključujem, dajem predlog sklepa v sprejem. Prosim. To so bile dodatne razprave. Dodatne so bile že, dodatne so bile. A še imaš? Ja, kolega Zdravko je že omenil, da imamo kar preca tega rumenega pasa, jaz se imenujem, tam, ko se lahko gradi zgrešenega. To je treba prvo v red spraviti, pa se bo tudi marsikje, kako zemljišče iz gradbenega spremenil v kmetijsko, da nam to štima. Da vam povem primer Leše. To smo reševali en mesec, zdaj pa ga nismo rešili. Takrat, ko se je določval, kje na Lešah bo stavbno gradbeno zemljišče, so naredili pas približno 50 metrov od ceste. 50 metrov ceste levo-desno. In kaj se je zgodilo? Župan, če veš, kje je Mesnar Rejko doma, par Popo po domače. Veš, kje je? To je, tam, ko je bila gostilna, tisti breh. In on je zajet, cel tisti njegov breh, ko niti čebeljnjaka ne moreš postaviti, je gradbeno zemljišče, stavbno gradbeno zemljišče. Ko je hotel človek, Emilija, poslušaj me, ko to si bila ti zraven, ko je hotel človek to, da mu spremenijo nazaj v kmetijsko zemljišče, ker tam niti čebeljnjaka ne moreš postaviti, je bil odgovor, to mi ne moramo, tudi urbanistka je zraven. Moramo pa, da on plača 200 evrov, pa da vlogo, da ga spremenijo. Ni pa on to naredil, to je bila krivda. Govorim, da marsikje, niti v smislu tega, govorim, da marsikje je kak tak pas, ko ni bil potreben, da se spremeni. Če bi to zdaj ukinili, imamo avtomatsko kvoto za nove gradbene kvadrate. Pol naprej, kar bi jaz zahteval, pa prosim zapisnik. Jaz mislim, da imam pravico, da zahtevam, da naslednjič, kjerkoli bo že ta debata potekala, da se ta popravi, da ne bo več pisal lahko, pač pa mora. Ker tam je malo drugač, jaz bom proveril, se to mora ali se to lahko. Pol naprej bi imel željo ali pa zahtevo,
da se res definira, kaj nam ta odlok pomeni, vse pluse in minuse. To pomeni, kaj je plus za občino, kaj je minus za občino, na drugi strani pa kaj je plus za občane, pa kaj je minus za občane. Na račun te matematike je čisto možno, da me bo kdo pripričal, da bom drugačnega mnenja. V tem momentu jaz nekih plusov to neter ne vidim, ali pa jih ne znam videti, ali pa me niste pripričali. Pa še nekaj je. Spoštovani župan, občinska uprava, svetniki in svetnice, jaz sem pripričan, da bi tak odlok sprejemali pol leta pred volitvam, bi bili vsi proti. Jaz bi bil najbolj srečen, da danes to odmaknemo pa damo na drugič. Kar nekaj je. V 23-letni moje praksi vsak odlok, ko smo ga začeli brati v prvi, ga nikoli nismo tam tudi končali, pa smo ga nehali. Vedno je šlo do konca za kakam lepotnim popravkam. Hvala, da ste me poslušali. Hvala. Lej, en odlokov, jaz ne vidim nobenega problema, tako kot je bilo predlagano, bomo upoštevali pri predlogu za drugo obravnavo. Kdaj pa druga obravnava, pa še nimamo na dnevnem redu, tako da se bomo vzeli čas. In če kdo želi sodelovati še tu pri reševanju teh stvari, lej, vsak je dobrodošel za to, da najdemo najboljšo rešitev. Moramo pa v skladu z zakonom nekaj narediti na tem, drugače pa ni pa to namenjeno za to, da komu nasprotujemo ali karkoli, da ga v bistvu z druge strani. Tako da zaključujemo s to točko. Dajem. Ja, hvala za besedo. Jaz se strinjam, kar je Berni predlagal. Glede na to, da očitno imamo gradivo napačno, da ne vemo zdaj, kako je prav, bi bilo to točko treba predstaviti vse za eno sejo. Pa nimamo napačne gradivo imamo, zdaj, če je beseda napačno zapisana, se bo popravila. Glejte, zato je smisel dvofazne obravnave. Nekje začneš in potem stvari popravljaš, dopolnjuješ, spreminjaš, da je sprejemljivo za večino. To je bistvena razlika, ampak če zakonodaja pravi mora, potem bomo morali odlok sprejeti. V kaki obliki pa ne bom prejudiciral zdaj, ker zato imamo pa še čas, da ga bomo. Da dejansko bi mogli na ministrstvu, ko dikcija zakona je dokaj nejasna, postaviti vprašanje, ali lahko izvajamo zadevo po samem zakonu, ali je potrebno odlok posebej pridobiti. Sam to. Dobro, bomo medtem še med prvo in drugo obravnavo še poslali dopis na ministrstvo, kjer bomo dobili odgovore, ali, ker če je možno po samem zakonu, pol tudi odloka ni potrebno, ampak pol moraš ga izvajati v skladu z zakonom. Da. V redu. Dajem na glasovanje ta predlog v prvi obravnavi z vsemi pripombami, ki so bile izrečene za pripravo za drugo obravnavo. Kdo je za sprejem takšnega predloga sklepa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 za? 2, 4. Še enkrat prosim, ne vem, če sem prav štel. 2, 4, 6, 8, 9. 9 za, ja. Kdo proti? 4 proti. Hvala. Sprejeto. Jaz pa apeliram na vas vse, da dobimo odlok tak, da bomo točno vedeli, na kak način, da ne bo neke politične odločitve, ali bo nekdo mejo spreminjal ali ne bo spreminjal, ali lahko podariš zemljišče ali ga ne podariš. To je odvisno od tvoje volje pa od tvoje lastnine. Od nobenega drugega ne sme biti odločitev. Ja. Jasno zapisati. Hvala, s tem smo to točko zaključili. Smo pri točki 6, predlog pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Prevalje. Prosim za kratko obrazložitev, tajnik. Smisel tega pravilnika je, da ljudem oziroma občanom, ki
ki so do zdaj, bom rekel, kar se tiče odlaganja azbestne kritine, še kar drago plačevali, a ne, da sprejmemo ta pravilnik, ki nam omogoča, da se lahko ljudje potem, ko bomo pripravljali javni razpis, sploh prijavijo. Ne. Imeli smo debate tudi z gospodom Šumahom, pa tek naprej, a ne, pa tudi na KCG-ju boste še povedali, na kak način je to predlagano. Pravilnik je samo tista osnova. V pravilniku imamo napisano, kaj vse mora javni razpis potem vsebovati, a ne. Tako da pravilnik je širok in dopušča vse možnosti, ni pa, bom rekel, upošteva pa vse tiste bistvene pravne prvine, ki morajo biti za izvedbo razpisa. Cilj tega razpisa je enostavno, bom rekel, da se te črna odlagališča ne dogajajo več. Bila je tudi, bom rekel, dilema, tako je gospod Pupavc rekel, v procentih določiti, bom rekel, to višino ali fiks. Mi smo se odločili, glede na to, da se cene zdaj te gibljajo, da pravzaprav ne vemo, ali bo padal, raslo, da je za letošnjo leto cena 120 € za tono, to je v tem trenutku polovička, a ne ni nujno, da bo tudi vnaprej. V proračunu imamo zagotovljena sredstva v višini 5000 € v primeru, a ne, in jaz upam, da bo čim več prosilcev, ker to pomeni, da bo šli odpadki na pravo mesto, a ne, bomo z rebalansom verjetno svetniki tudi soglašali, da bomo predlagali pač, da se ta kvota poveča, no. Tako da še enkrat, ko bomo delali razpisa, ne, da ne bo bojazni, se bomo tudi posvetovali, tako je bilo, bom rekel, na prejšnji točki, a ne sklep. Bomo vse tiste vključili, ki se na to spoznate, zato ker želimo, da je razpis kvalitetno pripravljen. Dejstvo je pa, da za njega so upravičene fizične osebe, torej moramo povedati, da ne gre za podjetja in da je pogoj stalno prebivališče oziroma nepremičnina v lasti v občini Prevalje. Toliko na kratko pa. Hvala, odbor za KCG, Matej Pečnik, izvoli. Kot je že tajnik povedal, je pač ta pravilnik odziv na pobude občanov, a ne, za pomoč pri odlaganju salonitne kritine. Pravilnik, bi rekel, na nek način ozek, ni široko zbirokratiziran, je samo podlaga za razpis. Bilo je nekaj pripomb, pa neki pa se naj potem upoštevajo v razpisu glede vsebine dokumentacije, ki je potrebna. Pravilnik je pa res na tak modern ozek, ne neka široka slama. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Ja, odbor za proračun in finance je ob ugotovitvi, da imamo za to načrtovana sredstva v proračunu, tako da proračunska postavka je odprta, ugotovil še to, da je seveda pravilnik ustrezen za sprijem in je to zglasoval ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Komisija za statutno in pravno vprašanje, Ivan, izvoli. Hvala lepa za besedo. Komisija je predlog pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Prevalje predlagala naslednje, in sicer, da se v preambuli pravilnika doda naslednja pravna podlaga. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebuje azbest, uradni list Republike Slovenije, številka 84/08 in 44/22 ZVO/2. Hvala. Hvala, dajem razpravo, ta predlog. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi sem pozdravil ta pravilnik in sem upam, da bomo pri rebalansu že do samega rebalansa porabili vsa sredstva, da bomo tudi v bolj zdravem okolju živeli, pa da se bo tudi čim več občanov temu posvetu. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne, če ne, dajem na glasovanje sklep z te dopolnitvijo Komisije za statut in pravna vprašanja. Kdo je za sprejem takega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 7. DIP plazovi na cesti Prevalje Šaver strojna odsek Gočeva Raven Rašešnik. Pred sabo imamo 3 dipe, vemo, zakaj
sprejemamo zato, da, ker je to podlaga dokumentacije za pridobitev sredstv, da ne bom pol pri drugi še enkrat ponavljal, ne. Prvi DIP ima tudi del, ki se mu reče IP, a ne, kar pomeni, da je pač vrednost projekta taka, da je treba sprejeti in DIP in IP. Gre za dolžino 2740 metrov ceste v širini 3,5, kar je naš standard, že zdaj nekje karkoli delamo, plus 5,5 metra asfaltne mulde. Projektantski proračun znaša nekaj več kot 850 tisoč evrov, sofinanciranje v primeru, da bomo pač uspešni na prijavi na MOP, pa znaša skoraj 700 tisoč evrov. Toliko na kratko. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Odbor za KCG seveda podpira ta DIP in upamo, da bomo čim prej uspešni za subvencijo. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Proračun in finance podpira ta DIP in ga predlaga v sprejem, pa istočasno še naprej, da naj občinski svet doda, da se sprejme, da se župana povlašča za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za taka nepovratna sredstva, kar je naš običajni dodatek k sklepu. Hvala. Dajmo razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje sklep za potrditev DIP-a in IP-ja za odsek ceste Goča-Raven-Rašišnik. Kdo je za sprejem tega DIP-a? Hvala. Vsi. Smo pri točki 8, zopet DIP, in sicer cesta proti naselju Rože. Prosim za kratko obrazložitev. Cesta proti naselju Rožej, to pomeni, poznate vsi tisto strmo cesto, dolžine je nekaj več kot 200 metrov, v širini 3,5 metra asfaltne mulde, ker gre res za specifiko v tistem breg, zato bom rekel, ni tipična povezovalna cesta, ampak s tem bi se rešili pravzaprav vsakoletne nejevolje in bom rekel občanov, ki tam živijo glede na strmino, ker je vzdrževanje praktično zahtevno, včasih celo nemogoče. Vrednost po projektantskem predračunu znaša 97 tisoč evrov, od tega, če bomo uspešni, pridobimo 78 tisoč evrov strani MOP-a. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Tudi ta DIP je odbor za KCG podprl in pač upamo, da bo ta najstrmejši odsek v naši občini čim prej saniran oziroma asfaltiran. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Vseh 6 članov odbora, ki so takrat bili na seji, je za sklepom soglasno sprejelo, da se sprejme ta DIP. Jaz sem se še vozil. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo, želi kdo razpravljati? Izvoli. Jaz bi se samo dotaknil ali pa zahvalil, da se še te odsek naredil. Jaz že opozarjam glede vodovoda in tega odseka 8 let in bi se zahvalil županu pa vsem, da se je zdaj na vse ta zadnje tudi ta odsek dal, pa da se bo naredil. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje sprejem tega DIP-a. Kdo je za sprejem tega DIP-a? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 9, še en DIP. Obnova ceste, kanalizacija in vodovod Polivica, 4. ulice pod Gonjem. To je odsek, ki ga v celoti financiramo iz občinskega proračuna, tako tudi 1., 2., 3. ulico, za razliko od prejšnje, ne. Vzrok, da smo pač, ali pa vzrok, da smo se lotili tega dela za projektirati, je pa pravzaprav stalno zamašena in posedena kanalizacija. In tam, bom rekel, ne samo asfaltna površina, kjer jaški itak niso na nivoju, ne,
smo pa šli tudi v tisti del ceste, vključno z mostom, ker je ostala cesta relativno dobrem stanju. Nam rekel odlično, ampak ni potrebe sanacije. Ne. Vrednost po predračunu je 280 000 evrov in dolžina je pa malo manj kot 200 metrov. Osnovna informacija. Hvala, odbor za KCG, Matej, izvoli. Tudi ta DIP je odbor podprl. Hvala, odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Pri tem DIP-u nas je bilo že 7 in vseh 7 nas je glasovalo za predlog, da se sprejme ta DIP in da se pooblasti župana za morebitne dopolnitve. Hvala. Hvala. S tem smo to točko zaključili, smo pri točki 10. Glasovači moramo. Kdo je za sprejem? Dajemo razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne, dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega DIP-a. Hvala vsi za. Smo pri točki 10, poročilo izvajanja lokalnega energetskega koncepta. Prosim za kratko razložitev, tajnik. Mi danes v bistvu odločamo o poročilu izvajanja lokalnega energetskega koncepta, s tem, da smo pa tudi na odborih razmišljali, oziroma govorili že o pripravi novega lokalnega energetskega koncepta. Ne. Mi smo to naredili že korak naprej, imamo izbranega izvajalca ali pripravljavca, to je Adesko iz Velenja. Bomo pa v bistvu, ker je ta stari lokalni energetski koncept je star že več kot 10 let, se ga ni dalo več prenavljati, ampak gremo v celoti v novega. Vmes so prišle že smernice, zelena energija, skratka, in verjamem, da bomo ga imeli na eni izmed prihodnjih sej, morda pa v jeseni, pa zagotovo tudi to. Obvezno je poročanje in poročanje je to poročilo, ki ga zdaj imate, to gre za tabelo, kjer se ugotovi, kaj je bilo v letošnjem letu narejeno, hkrati se pa tudi opredeli, kaj naj bi bilo v prihodnjem oziroma v letošnjem letu, govorim za lansko leto, pa v letošnjem letu. Največja razlika med lanskim in letošnjim je družbeni dom, kjer ga planiramo, sanacija, to je vsebinsko največ, ampak, tako se je rekel, lokalni energetski koncept za naslednja leta je pa v izdelavi. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Menim, da tu nekaj dodati glede na pojasnilo strani tajnika in je pač odbor za KCG podal pozitivno mnenje k temu energetskemu konceptu in pa tudi za pripravo naprej. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem? Izvolijo, prosti. Hvala za besedo. Jaz sem že na odboru samem vprašal tudi, pa gre za to, ker gre za večstanovanjske hiše, se pravi za bloke, pa te stvari in bo je vprašanje postavljeno, da imamo tudi mi neke energetske pomisleke, da bi gradili tudi mogoče toplotne črpalke ali karkoli, pa da se bi to upoštevalo v tem energetskem načrtu, da če se slučajno kateri blok za cenejšo energijo odloči, da se lahko to tudi poizvede. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega predloga sklepa. Kdo je za? Hvala vsi za. Smo pri točki 11, letno poročilo o delu medobčinskega redarstva občine Mežiške doline na občine Dravograd. Pozdravljam Ireno Došen, vodjo. In prosim za kratko obrazložitev. Lep pozdrav vsem. Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline in občine Dravograd se pravi deluje kot prekrškovni organ na območju 5 občin ustanoviteljic. Na medobčinskem redarstvu smo zaposleni 4, 3 občinski redarji in pa vodja. Naše delo redarjev je organizirano v 2 skupinah, ki izvajajo nadzor po vseh 5 občinah. V preteklem letu je bilo izvedeno 1108 postopkov,
Naše delo poteka z lanskim letom lažje, zato ker smo tudi pridobili avtomobil, ki je namenjen samo delovanju redarstva, tako da so tudi naši nadzori lahko bolj temeljiti. Redarstvo deluje na področju, tudi na področju preventive, sodeluje z sveti za preventivo posameznih občin, potem deluje z agencijo za promet, sodeluje z agencijo za promet, sodelujemo tudi s policijo in izvajamo občasne akcije. Največ postopkov je v občini Prevalje, kar se tiče mirujočega prometa, se pravi parkiranja, nepravilnega parkiranja na površinah, ki so namenjeni za pešce. Potem smo zasledili tudi več prekrškov na področju zaščite živali oziroma po zakonu o zaščiti živali, ker skrbnik ni poskrbel za varstvo psa, za fizični nadzor nad psom. Potem smo tudi zaznali nekaj prekrškov po zapuščenih vozilih. Zdaj, dnevno pa se vršijo nadzori na tistih mestih, kjer so pač ogroženi najšibkejši udeleženci v prometu, to so pa pešci, invalidi in otroci. Tu se dnevno izvajajo nadzori okrog vrtcev, šol, potem zdravstvenih ustanov. Na področju, kar se tiče pa zaščite invalidov, smo pa tudi zelo natančni in imamo ničelno toleranco do tistih, ki parkirajo neupravičeno na tem mestu. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Odbor na to poročilo ni imel pripomb. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Pardon. Klopi. Tem, ko je odbor za proračun in finance z glasovanjem 7 za sprejel poročilo o delu medobčinskega redarstva občin Mežiške doline in občine Dravograd za leto 2022, je v razpravi dal poseben poudarek na nujnosti ustrezne dopolnitve odloka, ki ureja obveznosti lastnikov psov, in to z ciljem boljšega varstva parkov, zelenic, pločnikov in nasplošno našega okolja. Hvala. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, Ožbe, izvoli. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti se seznanil z letnim poročilom in ga predlaga občinskemu svetu v seznanitev. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Martina. Hvala, jaz bi sem nekaj vprašal, ne, sploh spada sem ali ne, gospa je omenila zapuščeno avtomobile, ne. Zdaj pa, če ga ima nekdo zapuščene avtomobile na svoji parceli in to vse zaraščeno z vejam, s travo in vsem, da to prihaja na tudi druge sosede, ali je tole sploh možno kaj narediti? Ne. Hvala. V posebnih zemljiščih ni. To je pač okoljski inšpektor potem. Inšpektor za okolje. Za spodnji del smo javili 127 krat. Še kdo? Če ne, potem se zahvaljujem in dajem na glasovanje predlog sklepa. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 12, premoženjsko-pravne zadeve. Prosim, Ema. Hvala za besedo. Predlagamo, da se na nepremičnini parcelna številka 542/25 kao Dolga Brda ukine status javnega dobra lokalnega pomena.
To je staro javno dobro, torej stara cesta, ki ni več v funkciji javnega prometa, sedaj cesta poteka po drugih parcelah in je to dejansko zemljišče, ki teče skozi kmetijo in je že sedaj v travnik in tudi del stavbnega zemljišča kmetije. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Tudi odbor se je strinjal z mnenjem pravne službe. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Tudi se strinja. Elektrika ne dela. Ja, da se sprejme tak sklep o ukinitvi javnega dobra na tem območju za ciljem, da se v nadaljni fazi to proda po temu kmetu, preko katerega dvorišča in njiv to poteka. Hvala. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, Ivan, izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut je za to, da se ukine status javnega dobra. Hvala. Hvala. Želi kdo razpravljati o tem? Če ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega predloga. Vsi za. Vidve človeki, ja bi mal nehala. Smo pri točki 13, pobude in vprašanja. Še ni pobude in vprašanja, zdaj imate lahko besedo, če se v ta prijavlja. Bomo z te strani šli. Pupovac. Hvala, župan, za besedo. Jaz imam samo eno pobudo. Gre pa za to, da na štadionu ugasle peči so tam ob strani grta pičovje, kamni so, a ne. In jaz se bojim, da ne bo nikoga razhudil ali kakorkoli, da ne bo prišlo do tega, da bo nekdo kamen vrgel na igrišče ali pa še koga, ki je trofov. In bi predlagal ali pa dal pobudo, da se tam tisto kamenje malenkostno zalije z nekim tekočim betonom, da se to obdrži, da ne bi prišlo do neljubega incidenta. Z betonom sigurno ne bomo zalivali, zaradi tega tisto kamenje je kot drenažni kamenje, zato da voda odteka. A ja, zunaj, znotraj stadiona. Ja. Se upravičujem, gospod župan, ampak to je zunaj, tole pri ograji, ko je košarkarsko igrišče, odbojkarsko igrišče, tam dol, potem tule dol do gostišča. Tisti vogal je še zravno, a ne? Sodaj tam. Znotraj ograje. Znotraj ograje. Znotraj ograje pa, ampak ne posega pa v tekalno stezo, pa ne posega nikamor tam. Ampak je nevarno, da bi kdo vrgel kamen. No, to jaz nikoli ne veš, kaj pride komu. Hvala. Izvoli. Jaz bi sam repliko, tole se strinjam z kolegano Bogdano, to sem že parkrat jaz tudi opomnil, da tisti kamni tam niso najbolj nesrečeni, ker se večkrat tudi kakšni otroci vidijo, se jih žibincajo okrog tam po igrišču, pa da ne bi res prišel do kakega neljubega incidenta. Bomo pogledali. Hvala za besedo. Jaz imam pa tukaj dve pobudi. Najprej, prva, sem že večkrat izrekel, jaz upam, da bo v tretje najdva plodna tla. To je pa pobuda, da bi v naši občini vsej poskušali urediti vsaj eno e-polnilnico. Mislim, da smo ena izmed redkih občin, ko tega še nimamo. Imamo polno teh blagovnih centrov, pa trgovin, pa teh po drugih občinah so na teh prostorih, pa parkiriščih e-polnilnice, tu pri nas pa ni nič. Mogoče bi z njimi, ne vem, kak dogovor, ali pa za sofinanciranje, kakorkoli, ali pa na kakšen republiški ali pa državni razpis. Druga pobuda je pa, vem, da je problem v bistvu z zemljišči pa z prostorom, ampak mogoče se bi našla kakšna zadeva, da bi se uredilo en prostor za te sprehajanje teh psičkov naših, a ne. Zmeraj več je tega in tekajo in onečedujejo vse pa vsot okrog, a ne. Primer je, rečemo v Ravnah, tam pod Čečovjo, ne, en tak manjši prostor ograjen, pa kamor lahko peljejo tiste psičke na sprehode. Marsikoga to moti, ker vsi tekajo vse pa vsot, a ne. Hvala. Hvala.
Izvoli. Hvala za besedo. Jaz sem prav želel na to, da smo lani pobirali oziroma dali poziv za predloge o spremembi namembnosti zemljišč in da so tudi občani določena sredstva plačali in nas jih zanima, kako daleč smo s spremembo občinskega prostorskega načrta. Hvala lepa. Postopek poteka, drug teden dobimo končno poročilo o tem prostorskem, potem pa se nadaljuje postopek. In tudi mislim, da bomo imeli terminski plan točno, da vemo, kdaj približno bomo zaključili z OPN-jem. 2 leti. Naslednji, Domaš. Jaz imam samo eno pobudo, tam pri Farni cerkvi, oglasna deska čez cesto, ima streho res v sesulo, teda to bi bilo treba urediti. Mislim, da še šitno časa tista streha čist priluknjena, ko je ta oglasna deska. Ko se gre dol tak domu starostnikov nasprot cerkve? Na križišču. Ja, bom pogledal. Izvoli, Berni. Ja, hvala. Jaz imam pa danes 3 vprašanja. Eno sem že prej začel, pri prejšnji točki gre se pri tem OPN-ju, zdaj, ko je sprememba. Jaz sem že nakazal, kaj se je zgodilo na Lešah. Da je bil sprejet OPN brez kakršnega koli soglasja tega lastnika zemljišča, zdaj ima pa ta človek željo nazaj spremeniti v kmetijsko, ker to dejansko ni možno, tako sem rekel, niti čebelnjaka postaviti. Vprašanje je, kdo bo to plačal. Ker ko smo bili jaz z njim v pisarnah, so rekli, da mora dati pač 200 evrov pa vlogo. Jaz mislim, da v takem primeru bi to morala občina to pokriti. To je ena stvar, druga stvar pa na tak način mi pridobimo spet nazaj zelene površine oziroma kmetijske. To je moj predlog. A bi bilo to mogoče? Ja, poprišel gled. Ker mora kar hitro, ker to se počas zaključuje. Ja, pol... Ja, okej. Pol imam naprej vprašanje. V programu imamo letos obnovo vodooskrbe občine Prevalje. Konkretno me zanima terminski plan za Leški vodohram. Videl sem, da ga imamo v programu na tem papirju. Kako dolgo smo tam, kdaj se ne bi začel delati, pa kaj se ne bi naredilo. Zakaj sprašujem? Vi mogoče ne veste, Lešandar imajo kritično vodo. Prejšnji teden me je en poklical gor, dejansko sam klor, in pa smo poklicala na komunalo Ravne, je človek prešel, brez da bi meritve delal, je rekel, to je nekaj narobe. In pol drugi dan so šli, pa so čistili bazen, pa so nastavljali na novo tisti klorator, ali kako se to imenuje, da dejansko manj klora net. Tako da res bi me zanimalo, Lešandar tudi zanima, da se hlaži po tolažih, da lahko predvidevamo, da to bo. Tretje vprašanje. Do konca leta mora biti vodooskrba zaključena. Do konca leta. Prav, do konca leta. Vprašanje je pa seveda stvar, ko ne zanima samo mene, tudi ostale, verjetno. Kdaj se bo pričela dela na območju parka Jezero, oziroma kdaj smo, že imamo izvajalca, v bistvu, kdaj smo, no pa da se bi lahko začela. Projektanti že pol leta zamujajo z popisi, s projekti in tudi OPPN, ki ga pripravlja Godecova, smo zdaj na en cel kup sestankov pa interventno, da daje papirje od sebe. Do konca meseca bi naj bilo tako, da bo OPPN potem v sprejemu in razpis del. Mi dokler popisa nimamo projektantskega, ne moramo iti z razpisom. In zamuja več kot pol leta. Oktobra že. Ampak zdaj je končni rok konec meseca marca. Bi samo spomnil, da je bilo rečeno, da ta projekt mora biti letos končan zaradi sredstva. Točno to. Mene pa malo strah, glede na to, da smo v bistvu še na mrtvi točki, a bo nam to uspelo sploh? Glede na to, da so v glavnem zemeljska dela, infrastruktura, potke, je možno, ja, še.
Bom pa spremenil tisti tudi marsikdaj, kaj je rekel, pa rekel. Opažamo, da vod spet nekje mučka za cesto. No. Tako da smo že razmišljali, da bo vod gradbišče gre v trgu. Takrat, ko smo naredili malo tistega rompopoma, so začeli davati ažurno na 2 ekipi, zdaj pa rečeno je bo, da bo dejansko krajši odsek, tisti odsek je vedno daljši, zastoji so pa vedno večji. Slučajno včerka dela na gradbišču in en dan robnike postavljajo, drugi dan pa robnike unjemljajo. Bi rekel, da je treba spet malo pritisniti na njih na tak ali pa drugačen način, ker kolone so grozne. Tretja stvar je pa, kaj Slemenček čaka. Bolj scajte verjetno tudi na temperaturo, ker tam se tudi ne premakne nič. Dajte, nadzor dela, zato robniki, če so krivo postavljeni, jih je treba ven pa na novo postaviti, tako da bo štimalo. In to marsikje, so marsikje krivi. Kar se tiče pa drugega pasa, desnega pasa proti Petrolu, pa zdaj priklapljajo vodovod, ker temperature, ko je minus, ni bilo, in potem bojo, ker bojo odstranili salonitno cev za dolinski vodovod, tista, ki je v cesti, zato čakajo, ampak jaz mislim, da zdaj bi pa morali počasi štartati s tem delom. Jutri je koordinacija, podžupan bo šel tajnik in bomo dobili več informacij tudi naprej. Ja, vse pritiskam. Izvoli, Rafi. Hvala za besedo, da nekaj me je že meni vzel. Je res, jutri je koordinacija, jaz sem se že pogovarjal z občino, dal pobudo, da je dodajem tole tudi javno. Ko sem nač gledal, da do tisti parkirni prostori, kjer bojo še ostali, tam pred gostiščem Menci, pa tole pred pošti, pa tam naprej, ko bojo dodajem, ko sem gledal načrt od delovodje, so bili zmanjšani na eni in na drugi strani. Pri pošti in tam zgola, ko so bile kar manj parkir placov. In sem jaz prosim, da se res tisti parkir placi, kjer bodo ostali tamle, pa naprej, ko se bodo devali, da se bodo devali maksimalno v tisti možnosti, ker so možni. Da ne bodo še devali večjih robnikov pa pasov nazaj, ko so bile. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa v sistemu v klopu, da je res zdaj nenormalno. Zakaj je tukaj Berni rekel, da se pasi, ko delajo, daljšajo, ne krajšajo. Zdaj res, ko so taki dolgi intervalni pasi, to je nemogoče. Jaz tam živim, mogli bi tam gledati, ko oni, ko pride iz Leš, on ta sploh ne vidi, da bo oni štartu, da ne bo štartu. Jaz vsakih 3 ure vidim sistem, ko pridejo enega noter. Prej je vas skoraj malo prejel na sejo, en gospod se ne bi bil v avtomu. Gleda starejša, ampak to je bo, da litovnjak čez njega prlo je tek falil, da se je omaknil, srečo, da je imela plač to pri pošti, da se je izognil. Ne vidi, in to se, s tem, ko se pa to daljše intervalni pasi, pa čakajo ljudi, ko pridejo iz Avstrije, šihta, pri Čikiju stojijo. To je nenormalno. Če en gospod mu ne pošte klic, mislim, Petrola klico, je naročil 2 pici za domu, je rekel, samo tanka plačam, pa pridem 45 minut od Petrola do mene. To je bo prečeraš. Hvala. Še kdo? Izvoli. A ti si. Zdaj, v situaciji, da moram 6 stvari povedati, da bom več kot pa Berni. Ob tem bi pa, ja, jaz sem 6, jaz bi tudi v teh naših nekih luknj se dotaknil, ampak kot predsednik odbora za finance in proračun, da ne imel problema z dolžino razprave za vseh tih 6 točk, ker ko bo mi poteklo tistih 7 minut, začnem svojih 7, če se strinjate, da bom združil vse skupaj, bom pa potem na kratko vseh teh 6 točk dal na zapisnik v pomoč našim, da ga bojo zapisali, če se boste seveda strinjali. Zelo pomembne zadeve imam,
ko sem jih že večkrat govoril, ena od stvari je, da moramo pristopiti k ureditvi oddajanja na najem naših poslovnih prostorov, ki so na zavodih, ki so dani zavodom v upravljanje. Ali je to zdravstveni zavod, ali je to šola, ali kdorkoli. Kdorkoli daje v najem premoženje občine, njim je dano to v upravljanje za njihov program. Z podnajemom, kjer sodeluje občina in gre prihodek občini, je to dovoljeno, daje tudi naprej najem za to, da se prostori boljše izkoristijo. To je ena nujna točka, ki jo moramo urediti, ker gre za to, da bomo od naše lastnine mi ustvarjali prihodek, saj na drugi strani vsa investicijska dela potem na teh objektih moramo mi izvajati. Pa zakon govori o tem, da je to naše in da moramo mi imeti pravico, imamo pravico do tega prihodka. Isto je glede Kociroda. Prihodek od najemnin, to je druga točka. Prihodek od najemnin, ko on amortizacijo ali pa fiksni del obračunava. Prihodek od najemnin je prihodek občin. Naš delež je celka 10%. In ne more se on zgovarjati, da je večina županov drugače sprejela. Noben drug župan, pa tudi naš nima pravice v našem premoženju sprejemati odločitve, drugi pa sploh ne. Da pol zato, ker je večina bo zato, da bo gnar dola ustal, a ne bo dajo gnarja na občine. V občinskem proračunu imamo vsako leto luknjo. Zato, ker imamo na prihodkovni strani najprej to planirano, potem pa on tega ne odvaja z izgovorom, da špara gnar, ko bo se on nekaj namislil, da bo lahko delal. Sej, če bo on investicijo imel, v katero bo upravičen z soglasjem vseh lastnikov, bomo morali svoj delež nazaj dati. In jaz predlagam, da se ustrezno ukrepa proti njemu z tožbo. Tudi inšpekcijska služba, ki je pregledala naše računovodske listine, je podala mnenje, da je to neustrezno in da mora ta prihodek biti od občine. In naslednja zadeva je vezana na odškodnine Kociroda. Tam niti teko odškodnin ne dobimo, ker mi damo neposrednih odškodnin. Jaz sem poročilo v tem daju v prejšnjem mandatu, odgovornost tam ni na strani Kociroda, vendarle ostalih občin in treba je tudi ta del vzpostaviti, da dobimo vsaj teko. Skupno smo dobili v teh letih od leta 2013 ali 2014, kako sem računal, celka 560 000 evrov manj, kot pa nam je pripadalo. Naslednja točka je nujno dokončati NUS. Tu pri NUS-u vidim take zadeve, ko je nekdo enkrat razložil, da od komunalne infrastrukture se pa ne obračunava nadomestilo za stavbnega zemljišča, pol pa mi od tega zajetja za industrijski vodovod ne smemo zaračunavati stavbno zemljišče. Kako pa da ne, saj pa to ni komunalna infrastruktura, to je obrat, s katerim se oskrbuje železarna za vodo, za hlajenje. To ni komunalna infrastruktura. Smo pa pri tej komunalni infrastrukturi 240 000 evrov omogočili, da je občina Ravne pokasirala v teh 24 letih. Sami smo pa na naše stroške v delu, ker smo pač imeli investicijo v cesto, mi obnavljali njihov vodovod. In te zadeve je treba tudi dati v ta plan, ko ga jaz predlagam, da se sprejme, da ga župan predloži občinskemu svetu, kako se bojo postopno te zadeve v letošnjem letu končevale. Ker tudi obnova daljinskega vodovoda, ki nas bo koštala celka 600 000 evrov v okviru tega projekta, teh 1100 metrov, zdaj točno ne vem, kaj je tule vse posod, ampak gre za zamenjavo 40 let starih azbestnih cevi, ki bi jih že davno morali vsi zamenjati, zdaj se zamenjajo, ker je pač investicija na tem območju, ampak to investicijo v vodovodno obnovo na podlagi pogodbe, kjer sem jaz sodeloval pred 24 leti v delitvi premoženja, velja, da je to bil in je skupinski vodovod,
v lasti občine Ravne in Prevalje, v tisti strukturi lastniški, kot smo takrat imeli prebivalce. In v tistem delu bo morali zravno dati. A se znate predstavljati absurd, ko smo pa od nas naprej dolta, od Brančurnika menjali še, so oni menjali daljinski vodovod, ko bi res rekel, tam pa mi res ga ne nucamo, zato ker tistega šipeka pa še enega dole lahko uskrbimo za Solsko cijo, tam smo pa dali zravno. In zahtevam, da se postavijo aktivnosti za to. Jaz bom tako ravnati, zato ker v občinskem proračunu je odbor za finance tisti, ki je skrbnik na prihodkih moramo mi paziti. Sej odhodke boste tako zanucali. In imamo zmin veliko teh zadev. In še en prihodek, ko mi tudi manjka, je ta prihodek za fizioterapijo za najem. Oni so isto dajali v najem našo fizioterapijo, last občine Prevalje, od katere smo mi plačali, vrnali kredit, da smo ga zredili, plačali obresti za vse, in če drugega ne, in če nam ne bojo prostovoljno dali, je pa treba iti v, temu se reče, pravniki to vejo, obogatitveno tožbo. Obogatili so svoj del na račun tega, a ne, da niso dali zravno. Tu pa ne moramo, tule kar tak min grede 2 milijona zadev v vrednosti leži. Jaz bom teh 6 točk lepo kot kratko zapisal in predlagam, da na nek način se naredi en tak terminski plan, pa tudi kdo od podžupanov, pa kdo še drugi bo pomagal, pa da bomo zadeve speljali na čisto. To so pripombe oziroma pobude mene kot predsednika odbora za finance in proračun. Hvala. Hvala. Še kdo? Izvolite. Hvala. Jaz imam eno pobudo, prej smo obravnavali v 10. točki ta akcijski načrt lokalnega energetskega koncepta, pa ni se čist tam tikal, pa bom zdaj tu dal predlog, pobudo. Mislim, da smo hudo premalo drzni, oziroma, kako bi rekel, nismo predrzni, oziroma nismo drzni, sploh ne v tem energetskem smislu. Mislim, da bi mogli kot občina za naše občane narediti mogoče več. Moja ideja je, čist malo sem raziskoval, da bi občina, občani ustvarili neko vrste energetsko zadrugo, kjer bi recimo občina svoje strehe, občani svoje strehe dali v to neko zadrugo, v namen, da lahko potem tudi vsi občani postavijo sončne elektrarne na te strehe. Pa nismo samo pri sončnih elektrarnah, lahko tudi nekaj vodotokov imamo v občini, kjer bi lahko koristili vodno energijo za postavitev vodnih elektrarn, se pravi v tej neki zadrugi. Tudi je bila pobuda za elektropolnilnico, to bi lahko bilo na koncu, zakaj bi imeli tu neko podjetje, ki bi zaračunavalo našim občanom električno energijo, če bi lahko to kot skupnost postavili in tudi potem koristili. Moj predlog je, da se preuči možnost ustanovitve neke skupne energetske zadruge. Če bo to pozitivno, potem predlagam, da se pač ustanovi tudi neko delovno skupino in da se akcijsko pristopi k temu. Hvala. Hvala. S tem smo to točko pobude in vprašanja zaključili, smo pri točki razno. Berni, izvoli. Bom izkoristil točko razno, glih kolega Pori mi je dal zdaj, me je spomnil. Jaz kot nadzornik komunalnega podjetja Lok sem dal že predlog, da se naredi elektrarna na njihovih objektah, ker se ne plačuje malo štroma. Objekti so idealna lokacija. Odgovor je pa seveda bil, o tem odločajo lastniki, to so pa župane. Tudi župan, jaz bi prosil, sam Lok tega ne bo mogel financirati. Niti verjetno ne sme ga. Jaz bi dal vseeno pobudo, če probaš z ostalim županom kaj
najditi kako varianto, da se to investira, ker to se bo vrnilo. Idealna, 100% najboljša lokacija imamo in na Barbari, in na čistilne naprave. Strošek pa ni mali, elektrike. Hvala. Veste, samo malo popravljam, lastniki niso župani, ampak občine so lastniki. Občine. V redu. Še kdo po točko razno? Aja, Zdravko, izvoli. Jaz bi samo seznanil člane občinskega sveta, da smo kolegi, ki smo pač na tisti listi za Svobodo po dolini kandidirali, pa not prišli, skupaj pripravili en dopis na vlado. Jaz sem dodal tam še zravno posebej opozorilo na to, da ni samo problem teh rasti cen, ampak tudi metodologija, ki jo je treba ustrezno rešiti, da ne bo stalno teh cikličnih vplivov. Skratka, to smo posredovali v Ljubljano po televiziji, to ni bilo, drugot je bilo. Smo pa županom dali v vednost. Za vrtec. Za vrtec gre. Za cene vrtcev nisem povedal. Hotel te zavajati. Ja, res da, no. Jaz upam, da bo grata vsaj to, da bo metodologija dorečena, pa da bo tudi svoj del cene prevzela država, ki pravzaprav za svojimi ukrepi povzroča nekatere take zadeve. Mi jih tule ne moramo reči, niste upravičeni, da rečemo, cena je tejko. Ampak bolj je problem, kdo bo to plačal. Hvala. Hvala. Pupi. Hvala, gospod župan. Jaz bi pa se navezal na Vernija, ko je rekel, zakaj se tako počasi cesta dela. Od Tržnice pa gor do Rifljna smo položili asfalt, čudovit, danes smo ga rezali, gor pa on pajsali, tako da boste malo vedeli, zakaj to tako počasi gre. Se pravi, da ne veš človek, kdo pije, kdo plača. Hvala. Hvala. Še kdo? Hvala lepa, se zahvaljujem. Lep večer. Odgovori na pobude in vprašanja podane na 3. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 26. januarja 2023. Občinski svetnik Bogdan Pupovac je podal pobudo in apelira na občane, da se sneg pred ekološkimi otoki očisti zaradi lažjega odvažanja smeti. Papir oziroma karton je namreč lahek in ga zaposleni še nekako vlečajo po snegu, medtem ko steklo je izredno težko in je zabojnik za smeti zelo težko povleči do tovornjaka, na katerega se sprazni zabojnik, kolikor je pot do zabojnikov zasuta snegom. Odgovor: pobuda je bila realizirana. Občinski svetnik Bogdan Pupovac apelira na župana, da naj opozori podjetje VOC, da so pokrovi jaškov na glavni cesti zaradi pluženja poškodovani oziroma razbiti, da se le-ti zamenjajo pred končnim asfaltiranjem. Odgovor: pobuda je bila posredovana vzdrževalcu glavne ceste. Občinska uprava ves čas trajanja rekonstrukcije glavne ceste spremlja stanje in sproti sporoča izvajalcu del vsa opažanja občanov, polomljeni jaški in pokrovi jaškov, udarne jame, javna razsvetljava in podobno. Občinski svetnik Štefan Peršak je podal pobudo, da se sedaj, ko je glavna cesta ravno odkopana, vanjo naj položijo tudi elektrokabli, s katerimi bi osvetlili prehode za pešce, saj meni, da je to nujno potrebno za varnost v prometu. Odgovor: osvetlitev prehodov za pešce bo izvedena skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem za projekt ureditev ceste Prevalje-Ravne. V dogovoru s projektantom in investitorjem so možne le manjše korekcije, kot so na primer lokacije kandelabrov, oglasnih tabel, zaseljenih zelenih površin in podobno. Občinskega svetnika Boštjana Gorenška zanima, ali je v znesku 200 000 evrov, ki so predvidena v proračuni na postavki za osnovno šolo, že zajeta izgradnja prizidka osnovne šole Holmec. Odgovor: ta znesek ne vključuje izgradnje prizidka na osnovni šoli Holmec.
Občinskega svetnika Boštjana Gorenška zanima, ali se bo letos podelitev bralne značke izvedla v sklopu novozgrajenega projekta Park Jezero. Odgovor. V letošnjem letu sprememba lokacije podelitve bralne značke še ni predvidena. Občinskega svetnika Boštjana Gorenška nadalje zanima še, ali je že izbran nov koncesionar za izvajanje zobozdravstvenih storitev, glede na to, da je bil rok za vložitev vlog 20. januarja 2023. Odgovor. Postopek izbire novega koncesionarja še poteka. Občinski svetnik Aleksander Ristič predlaga, da se popravi luč javne razsvetljave, ki je zlomljena, in sicer na lokaciji od gostišča Krištan proti Eurospinu. Odgovor. Ker gre za poškodbo pri pluženju, je občina na koncesionarja naslovila zahtevo za popravilo. Občinska svetnica Tatjana Ladinek predlaga, da se na glavni cesti zasuje že izkopana luknja, saj ni predvidenih novih del v bližnji prihodnosti in bi se na ta način lahko ponovno vzpostavil dvosmerni promet, saj ni potrebe po semaforju, kolikor se ne izvajajo dela. Odgovor. Po zagotovilih izvajalca bo dvosmerni promet med AP in križiščem Zaleše deloma v makadamski izvedbi možen v prvi polovici meseca, groba preplastitev tega dela cestišča z asfaltom pa do konca meseca marca. Občinskega svetnika Bernarda Pačnika zanima, ali se je na območju Lesne, ko se je sprejemal DIP, načrtovala dodatna trafo postaja. Odgovor. Trafo postaja je bila predvidena, ampak do realizacije tega ni prišlo. Občinski svetnik Ivan Backovič pove, da v primeru, ko občan kontaktira občinskega svetnika z določenim problemom, občinski svetnik to nemudoma javi občinski upravi. V takih primerih prosi za hitro povratno informacijo strani občinske uprave, da se občana lahko obvesti, ko je zadeva še aktualna in ne na naslednji seji občinskega sveta, ko je že more biti prepozno. Odgovor. V času med dvema sejama občinskega sveta so v veliki večini problemi, ki so izpostavljeni na seji, že rešeni. Občinska uprava vse probleme in opažanja občanov takoj posreduje na ustrezne naslove. Na primer v zvezi z javno razsvetljavo podjetju JKP Lok oziroma Elektro Celje, v zvezi z občinskimi cestami koncesionarjem, v zvezi z glavno cesto vzdrževalcu VOC ali izvajalcu del, v zvezi z vodovodom in kanalizacijo podjetju JKP Lok in podobno. Občinska uprava prav tako odgovornim sprotno posreduje vso elektronsko pošto in telefonske klice občanov. Občinski svetnik Stašo Lodrand predlaga, da se na cesti ob Meži vzpostavi nazaj enosmeren promet, saj je sedaj ob straneh polno snega in se avto, ki pripelje mimo, nima kam umakniti. Odgovor. Pred vzpostavitvijo predvidenega enosmernega prometa na cesti ob Meži je potrebno vozišče opremiti še stalnimi označbami za kolesarsko stezo in stezo za pešce ter z vertikalno prometno signalizacijo. Vzpostavitev enosmernega prometnega režima, vključno z zapornicami, je predvidena po zaključku gradbenih del na glavni cesti na območju centra Prevalj. Občinski svetnik Stašo Lodrand predlaga, da se pozove izvajalca del na glavni cesti skozi Prevalje, da se jaške označi z živo rumeno barvo, da bi bili bolje videni in bi se jim ljudje lažje umaknili. Odgovor. Predlog je bil posredovan izvajalcu del, ki je povedal, da je v celoti odgovoren za zagotavljanje varnosti na gradbišču v času izvajanja gradbenih del in da bo ravnal skladno s predpisi. Trudijo se, da bi bile ovire na in ob cestišču čim bolje zavarovane.